Ne vem za vas, ampak jaz pogosto razmišljam o precej bizarnih stvareh. Recimo, kako je lahko kakšen mulc, in mulc tukaj v dobrem pomenu, bolj spreten za volanom od mene, ki že vozim več desetletij in nimam dveh levih rok. Mulc je v tem primeru lahko Kalle Rovanperä. Vem, se vsi strinjamo, da je Kalle bolj spreten od mene. Ali pa, kako ima lahko kakšen zelo star avtomobil še vedno boljši zvok motorja od vseh novih in ultra hudih strojev. V tem primeru je ta star avtomobil, ki ga imam v mislih, Lexus LFA. Kar poslušajte simfonijo tega 10-valjnika. Sem prepričan, da se boste strinjali, da bolje pač ne gre. In mogoče je ta bizaren uvod dobra napeljava na znamko Lexus, ki je po starosti pravi dojenček, če jo primerjam z ostalimi premijskimi znamkami pri nas. Je zadnjič nekdo za eno od hišnih toplotnih črpalk rekel, da je Mercedes med toplotnimi črpalkami, pa sem ga hotel popraviti, če najbrž misli na znamko Lexus, ker tole je danes veliko bolj pojem kakovosti. Ker pejte šlatati oba noter, pa mi pol povejte, če ni res. Znamko Lexus poznate, v to ne dvomim, ker že 30 let izdelujejo prestižne limuzine in križance. Majhne avtomobile? Ne, to pa ne, ampak konkurenca jih ponuja in zato je očitno zdaj prišel čas, da jih tudi pri Lexusu. In zato je ob meni novi Lexus LBX, pravzaprav kar dva. Tole je prvi model po LFA, ki ima samo 3 črke v svojem imenu. In kot vedno so se Japonci razvoja tega avtomobila lotili malo drugače od vseh ostalih. Kako resno se je Lexus lotil svojega razvoja že pred 30 leti, jasno kaže podatek, da so za svoj prvi LS na kup zbrali 1400 inženirjev in 2300 tehnikov, kar je v bistvu samo malo manj, kot jih je Boeing potreboval za razvoj svojega 747 Jumbo Jet. Ali pa da je razvoj prej omenjenega LFA trajal 10 let. Ja, običajno si dajo kar nekaj dela, da so stvari potem perfektne. Majhni premijski avtomobili niso novost, jih ponujajo pri Audiju, BMW-ju, Mercedesu in njihovi predstavniki so bolj premijski od avtomobilov bolj plebejskih znamk, niso pa na nivoju njihovih velikih in veliko dražjih limuzin. LBX je v tem pogledu drugačen. Če bi mi nekdo zdaj zavezal oči in bi lahko samo tipal naokrog, bi v bistvu takoj ugotovil, da gre za avto premijske znamke, bi pa mimo vsekal pri sami velikosti, bi bolj ciljal na kakšno veliko limuzino. Ok, itek bi hitro opazil, da je prostora manj, ampak vse veste, na kaj ciljam. Materiali so tukaj enako dobri kot pri NX, RX, ES in ostalih Lexusih. Tale tkanina mi totalno noro izgleda in sem skoraj ziher, da je zanjo poskrbel kakšen Takumi, torej mojster po japonsko. Izdelava je brezhibna, vse, česar se dotaknem, je lepo mehko, materiali so skrbno izbrani, zato potem med vožnjo nikoli nič ne škripa ali pa poka in imam vedno tak lep premijski občutek. Celo stekla tukaj ob straneh spredaj so dvojna, da je tišji. Evo, tega tudi še nisem videl pri nobenem avtomobilu tega razreda. Tukaj očitno heca ni. Da je platforma enaka tisti v Yarisu Cross, ne bi ugotovil, ker je med vožnjo povsem drugačen od tistega avtomobila. Za začetek deluje bolj masivno, spet v dobrem smislu. Občutek za volanom je pri Lexusih vedno mesnat. Nimamo boljšega slovenskega izraza in nočem reči, da je krmiljenje težko, ker boste potem mislili, da je prenaporno za ženske, je pa lepo obteženo in vliva občutek, da vozim nekaj, čemur se sploh ne more nič narediti. Dvojna stekla so samo ena od malenkosti, ki skrbijo, da je vožnja tišja, je pa teh elementov še veliko več in ob vrhunski izdelavi notranjosti to pomeni, da je vožnja res prijetna in tiha. Motor sliši manj kot v Yarisu Cross, tehnologija v avtu pa je primerljiva z njihovimi velikimi limuzinami. Naprimer, evo, celo te pametne kljuke imam, da ne morem odpreti vrat, če senzor zazna, da se mi od zadaj približuje kolesar ali pa pešec in bi ga lahko z odpiranjem vrat zbil. Če so mi všeč, je drugo vprašanje, ampak spet poudarjam, stvari so se lotili tako celovito, kot se jih v tem segmentu ne loti pravzaprav nihče. Celo kolotek je širši, da se avto lepše pelje. Ampak to je že material za test.
Cena je premijska, v to ni dvoma. Osnovni stane mečkaj manj kot 30 jurjev in v resnici čisto dobro izgleda, no takšen pa 43, ampak tega s to opremo niti ne morete več kupiti, ker je bil za samo ta hitre kupce in samo 3 od 500 v Evropi so prišli k nam. Mi je pa všeč, da tukaj točno vidim in čutim, kam gre denar. Ne samo k premijskemu imenu znamke, ampak dejansko k avtomobilu, ki je kljub skromnim dimenzijam zasnovan za razvajanje voznika.